Fantasy. Radio Fantasy. Takole na zeleni travici bomo žurali. Kmalu v bistvu, ker prihaja Žalska noč, ki je od nekdaj najprepoznavnejša prireditev v Spodnji Savinjski dolini in seveda tudi širši regiji. Študentje zbranim pod okriljem študentskega servisa Žalec, oziroma študentskega kluba Žalec, se opravičujem, pa v bistvu že vrsto let ohranjajo ta sloves in tradicijo Žalske noči. In tak bo tudi letos pa čist nič drugače. Žalska noč je namreč na sporedu že naslednjo soboto 2. septembra. In tam imamo, pazi to, tudi mi svoj oder. Fantasy oder, kjer boste lahko jahali elektronske valove in tudi izpod rok mojega bivšega sodelavca, lahko rečem, z mano v studiu je namreč AK oziroma Aljaž Kidrič, ki je DJ in tudi producent. Aljaž, dobro jutro. Dobro jutro, hvala za povabilo. Ja, malenkost, Aljaž, zdaj pa povej, kak je zdaj v studiu, ko si v bistvu v drugi vlogi, ko pa si bil recimo prej. Ja, vidim, da je kar par nadgradnji, tale kavč bi se takrat predvsem včasih prilegel, tako da super, lepi spomini, tako da lepo je biti nazaj. Zdaj je bilo zelo težko stati, glede na to, da zdaj si DJ, producent, ko je ponavadi to tako, da vi bolj pozno hodite spat. Oziroma, lahko rečem, bolj zgodaj hodite spat. Takrat, ko grem jaz na šiht, greš ti v poslo. Ja, bolj zjutraj, ja. Ni bilo drugače težko, čeprav sem se iz Ljubljane mogel pripeljati, ampak ni problema. Nisi prišel domov na kosilo včeraj? Nisem. Nisi. Škoda, zihar je bilo dobro. Ampak, da mi povem, Aljaž, od naše mešalke in mikrofona si šel v bistvu do prave DJ mešalke. In tudi produkcija. Kakšna je tvoja zgodba? Kje si začel? Zgodba se je v bistvu začela v srednji šoli, ko smo imeli band, ampak seveda, kot večino bandov v srednji šoli, je tudi ta propadel zaradi takšnih in drugačnih razlogov, tako da sem jaz rekel, grem jaz na svoje. Takrat me je začela že malo elektronka zanimati. V bistvu se je vse zgodilo na Pivu in Cvetju, takrat sem bil prvič na tistem elektroodru, mi je začel ful dogajati elektromuska, takrat sem jaz rekel po bandu, grem jaz to probat. Začel sem prvo malo z DJ-jem, pa me je pa itak, če se mene vprašal, vsak DJ mora imeti svojo muziko, tako da sem takrat pa začel tudi se malo zabavati v teh programih za muziko delati in od takrat naprej me je v bistvu produkcija čisto potegnala noter in zdaj še vedno. Se pravi, produkcija je zlaganje muzike kot Lego kocka na nek način, za nas laike. Lahko bi tako rekel, ja. Mislim, tako dejansko jaz miksam komade tu, ne? A veš, ko zdaj sem jaz v tvoji vlogi v bistvu, ne? Ja. Tako da ja, Lego kocke so to. V bistvu. V glavnem zdaj, če poveva še situacijo, ki nas čaka v bistvu na Žalski noči. Ta bo 2. septembra in tam bomo lahko na tvoje vibracije dejansko plesali. Tako. Zdaj pa, a si ti sploh že kdaj bil na Žalski noči? Kot gost, ne kot DJ. To me zdaj malo sram povedati mogoče, ampak ne, nisem še bil. Aljaž? Ja. Resno? Ljubljana me je pojedla. Ja, dragi moji, če še niste bili na Žalski noči, to morate iti, ker tudi mi, mislim, rekla sem tam nekje srednji razred, potem imamo pa še starejše, ki so bili na tisti ta prvi Žalski noči. Je sicer nekaj sprememb od tiste ta prve in do zdaj, ki prihaja, ampak vseeno lahko povem, da Žalske noči ne smete zamuditi. Že zaradi tega, ker so tam sami dobri izvajalci od že prej uveljavljenih skupin ali pa še neuveljavljenih skupin, pa tudi DJ. Zdaj, mogoče, če mi še poveš, s tabo bo kar nekaj DJ-jev v bistvu na Fantasyjevem odru. Res je. Line-up je res super, Risa Brown, disco, house glasba v bistvu. Jaz, potem že malo bolj tech house, vokali, potem glavni nastopajoči večeraj Minles, potem pa še zaprej oder Redheadi, tako da se mi zdi, da bo ena taka super celota, en super mix. Ok, da mi povej, kako si pa zdaj ti prišel do svojega v bistvu stage name-a, AK? Ja, mislim, da je kar simpel, Aljaž Kidrič, AK. AK? To je to. Bi hotel, da bi bila neka dobra zgodba v zadnji, ampak je nažalost ni. Ampak še vsem, za vse tiste, ki ne vejo, ok, si DJ in producent, rolaš pa kakšno muziko? Se pravi, tej glasbi, ki jo jaz vrtim, se imenuje Tech House, kar pomeni v bistvu neka mešanica med technom in houseom, se pravi Tech House. Kako se pleše, da pokaž? Pridite na Žalsko, pa boste videli. Hotela sem sicer to prehraniti za na koncu, ampak je definitivno. Aljaža boste lahko videli 2. septembra na Žalski noči, kjer boste lahko v bistvu jahali elektronske valove, kot sva že prej povedala. Tudi line-up je dober, še celo punco imate zraven. Ja, res je. Ona bo v bistvu disco bolj. Ona je disco in house, odvisno. Zdaj ne vem tudi, kako se bo pripravila, kako bo sama hotla, tako da vem pa, da vrti house in pa disco, tako da
Neka mešanica bo po mojem med tem. Definitivno bo super, ampak tako. Če se vrneva danes k tebi, k riso bomo obdelali še tekom tega tedna, ampak Aljaž, ti si izdal en svoj komad. Res je. Zdaj, kak je naslov? Naslov je Sold to the Devil. Ja, in kaj imaš ti s Satanom, glede na tvoj angelski obrazek, svetle učke in potem takšen naslov s hudičem? Jaz nimam s Satanom popolnoma nič, to je eno kot eno. Drugo je pa tak naslov zaradi v bistvu vokala. Okay. Vokal sem jaz dobil, sem ga v bistvu najdel, takoj se mi je dopadel, ker je imel ful, kako bi rekel, ritma je dodajal dost k tej podlagi, ki sem jo že v bistvu imel nareto. Sem pa rekel, ja, ok, besedilo je tako, kako je, pa še gor, vokal, dajmo probat pa da vidimo. Se pravi, ti se najprej lotiš komada in potem lepiš gor besedilo oziroma dobiš besedilo. V bistvu je čisto odvisno, no. Ali dobim že jaz recimo, če dobim nek vokal, pa mi je res fejst všeč, bom imel že vokal, pa bom šel pol naknadno delati, se pravi matrico okoli tega, instrumental. Velikrat se pa zgodi tako, da imam itak že na lagru full instrumental, recimo, dobim kak vokal, pa si rečem, tale bi pa pasel, ne vem, na ta pa ta komad, ko sem ga naredil, probam, če gre, če ne. Mislim, zdaj veš, kam šuši taco, oziroma jezik moli, moram tak reči, ne. Kaj, če bi ti jaz kaj zapela, pa bi ti mogoče naredil pol komad z mojim vokalom? Ja, lahko probama, ne. Lahko probama, ne vem, kako ješ, ampak lahko probama. Autotune imam, seveda. Dobar je. Evo, takole, AK-ja oziroma našega Aljaža Kidriča lahko vidite na Žalski noči 2. septembra, če še nimate karte, definitivno na Olaji. In pa ostanite na liniji še z nami, ker tekom tega tedna se bodo oglasili še ostali DJ-ji iz Fantasyjevega odra, ki ga boste seveda videli na Žalski noči. Kar se tiče pa potem naslednjega tedna, pa pridejo tudi rockerji. In Aljaž, hvala za obisk. Ja, hvala vam za povabilo. Radio Fantasy.